Prekrasne so, ne? Je pa za njih treba tudi zelo dobro poskrbeti. V živalskem vrtu Ljubljana imamo živali skoraj vseh koncev sveta in prav vsaka ima neke svoje posebnosti. Ker se trudimo za njih zagotavljati najboljše možne pogoje, imamo kup enih strokovnjakov, ki se vsak ukvarja s svojim področjem. Grem staviti, da vsaj enega izmed poklicev tukaj ne boste poznali. Lepo pozdravljeni v 4. epizodi Zelo dober, kjer si bomo pogledali drugo skupino poklicev, ki so povezani z živalmi. Živali morajo tako kot mi jesti in piti. In to ni kar tako. Vsaka živalska vrsta je posebna, ima svoj jedilnik, ki se za nekatere spreminja iz dneva v dan. V enem letu v živalskem vrtu porabimo dobrih 200 ton hrane, kar pomeni približno 4 do 5 ton na teden. Ko se lotimo priprave novega jedilnika za novo vrsto živali, se najprej pozanimamo, kaj ta žival je v naravi oziroma na kakšen način se prehranjuje. Dnevno se spremlja tudi, koliko so živali pojedle, kako funkcionirajo in kako bi jim lahko s prehrano njihovo življenje še dodatno izboljšali. Največ hrane zagotovo poje naša azijska slonica ganga. Ona dobi na dan približno 50 vej, okrog 35 kg sena in slame, 5 kg zelenjave in približno 10 kg krmila in briketov. Najmanj hrane pa pri nas zaužijajo kopenske želve, to sta palačinkasta in ruska želva, pojesta pa približno 3 grame sena oziroma mešanice sena in zelišč in 4 grame zelenjave na dan, tako da obrok je res majhen. Poleg dobre prehrane, živali potrebujejo tudi dobro veterinarsko oskrbo. Veterinarjev je v Sloveniji precej, a le redki se lahko pohvalijo s tem, da so delali s tigrom, levom, šimpanzi, morskim levom, da ne naštevam preveč, take živalske raznovrstnosti, kot je v živalskem vrtu Ljubljana, ni nikjer drugje v Sloveniji. Veterinar v živalskem vrtu je ene vrste družinski zdravnik. To je poudarek zelo na preventivnem delu. Se pravi to, da mi ne dopustimo, da sploh do bolezni pride. Delamo malo v ambulanti, če so živali dovolj majhne, da jih dejansko oskrbniki prinesejo skozi vrata in jih lahko primejo. Delamo tudi lahko kot terenski veterinari, ker imamo na teren za nekatere večje živali, kot so recimo žirafe, slon. Vsaka ta žival sabo prinese eno zgodbo. Je zelo posebna, glede na to, da imamo toliko različnih živalskih vrst in poglobljati se v znanje o teh živalih in o njihovih boleznih in o njihovem zdravstvenem stanju je dejansko nagrada samo zase. Poklic, za katerega večina sploh ne ve, da obstaja, hkrati pa vpliva na čisto vse, ki so kadarkoli bili v živalskem vrtu in tudi na tiste, ki v njemu živijo, je poklic kuratorke. Na splošno pomeni delo kuratorja predvsem veliko usklajevanja z drugimi službami znotraj živalskega vrta. Tukaj gre za usklajevanje glede oskrbe živali, glede premeščanja živali, glede urejenosti njihovega okolja, razmnoževanja in tudi njihovega počutja. Če ste kdaj igrali računalniško igro Zoo Tycoon, je to približno tako. Samo da je tukaj neka resnična odgovornost do živali in ne moreš kar pisati nekih hod za denar. Pa lahko. Veliko je sodelovanja tudi s kuratorji iz drugih živalskih vrtov, predvsem za izmenjavo živali, da si mi priskrbimo živali, ki k nam pridejo, ali pa da drugim, ki od nas odhajajo, uredimo nov dom v drugem živalskem vrtu. Šimpanzi, volki, v bistvu zveri. Je pa tako, da kadar imamo veliko pravka z eno določeno živalsko vrsto, potem se malo težje odločiš. V ozadju so še pedagoška služba, ki skrbi, da se tukaj nekaj naučite, strokovna direktorica, ki nekako bdi nad celotnim strokovnim ravnanjem z živalmi, vzdrževalna služba, ki skrbi za celotno infrastrukturo živalskega vrta Ljubljana, marketing, kjer se trudimo, da nas vidite kjerkoli že ste, računovodstvo za čiste račune in dobre prijatelje, in potem še blagajna, tajništvo in direktorica, ki nas nekako držijo skupaj in poskrbijo, da gremo vsi v isto smer. Vse te službe bomo tudi še kdaj predelali. Nas pa predvsem zanima, kaj zanima vas. Če imate kakšno vprašanje za nas, prosim, zapišite ga v komentarje. Zdaj veste že veliko več o živalskem vrtu Ljubljana, ampak potovanje se šele začenja. Zato ostanite z nami in pridite nas kdaj pogledat tudi v živo. Se vidimo, zelo dober četrtič.